Pred 6 dnevi sem se odločila pospraviti sobo, čeprav meri tale 4x6 metrov. Bila sem primerno oborožena, z eno črno vrečo za steklo, eno za papir, eno za embalažo in eno za mešane odpadke. Vse sem se odločila pometati stran. Vse, česar več ne potrebujem in česar se nočem spominjati. Svoje življenje sem želela počistiti s sesalcem in pronto multisuperfiče. Nekje med 4. in 5. vrečo mešanih odpadkov sem molila, da bi nam zgorela hiša. Samo, da se mi ne bi bilo treba več ukvarjati z vsem skupaj. Medtem pa po različnih skrivališčih. Zob neke večje živali, najverjetneje krave in riba, ki prerekuje prihodnost. Povedala mi je, da sem in love in passionate. Potem od nekod skala z Matterhorna, ker se da skale tako preprosto založiti. Pa 4 leta star kondom in zgoščenke revije Software Power, ki jih ima vsaka prava punca shranjene vsaj od leta 1997 naprej. Knjižna kazala in sveče in knjižna kazala in sveče in stari zvezki s poezijo, ki je ne morem brati, ker pa je prosto preslaba. Ko sem napolnila še 4. vrečo s smetmi, sem ugotovila, da se ne morem premikati po sobi, če se ne igram sokoban s pohištvom. Nato sredi kupa oblačil na dnu omare zobna ščetka in bronast ključek. Ko sem se pretolkla mimo kupov knjig in vreč s smetmi, sem pod posteljo odkrila prazno pločevinasto škatlico s ključavnico. Vendar do takrat več nisem vedela, kam sem ta čas pospravila ključ. In pismo, ki mi ga je poslal Bog za Valentinovo. Potem nekaj časa več nisem mogla pospravljati, ker sem razmišljala, zakaj te imata najraje ravno Bog in mama? Ko sem napolnila še 12. vrečo s smetmi, sem lahko končno sedla ob preverjanju elektronske pošte. Odprla sem si pločevinko piva. Za mano je čakala prazna postelja in iz zvočnikov so prihajali The Cranberries. And my dreams, it's never quite as it seems. To ni praznovanje. To je strateški premislek na 3/4 poti. Zakaj kupujem novo posteljo 140x200 cm? Ne glede na to, kje spim, smrčim. In zakaj se ravno Bog tako trudi vzpostaviti stik z mano? Od vseh ljudi na tem svetu, ki bi mi lahko poslali pismo, zakaj ravno Bog?